Gospodarska zbornica Slovenije je 20. novembra organizirala 8. vrh slovenskega gospodarstva, na katerem je sodelovalo več kot 350 gospodarstvenikov, predstavnikov politike in drugih socialnih partnerjev in organizacij. Pogled Evropske komisije jim je predstavil Ištvan Sekej, direktor v Generalnem direktoratu za gospodarske in finančne zadeve pri Evropski komisiji. Predsednik GZS, magister Samo Hribar Milič, je v svojem uvodnem nagovoru še enkrat poudaril, da potrebuje Slovenija. Potrebujemo jasne, odločne in hitre spremembe na področju pravne države, na področju razvojnih ukrepov, na področju sanacije bank in prezadolženega gospodarstva in na področju sprememb poslovnega okolja. Vrha gospodarstva se je udeležila tudi predsednica vlade magistra Alenka Bratušek. Današnji vrh slovenskega gospodarstva predstavlja dobro podlago za dialog med predstavniki vlade, tujih institucij in gospodarstva. Iskreno upam, da bomo z dobrim sodelovanjem te trojke nadaljevali in popolnoma sem prepričana, da pomoči drugih trojk ne bomo potrebovali. Na konferenci slovenske arbitraže v srednjem slovenskem dogodku o arbitraži, ki sta jo pripravili Stalna arbitraža pri GZS in Gospodarska zbornica Slovenije v sodelovanju s Komisijo Združenih narodov za mednarodno trgovinsko pravo, so bila premierno predstavljena nova ljubljanska arbitražna pravila. Zato mislim, da je stalna arbitraža primerna za spore, tako domače spore, kot za mednarodne spore in v končni fazi tudi za spore med strankami, od katerih nobena ni slovensko podjetje oziroma slovenska stranka. GZS, Združenje za informatiko in telekomunikacije, je podelilo nagrado Netko za najboljše spletne in digitalne projekte. Podeljena je bila v 6 kategorijah, izbrani sta bili tudi Agencija leta in najboljša stran po izboru uporabnikov Glas ljudstva. Lovoriko Agencije leta si je prislužila ekipa podjetja Enki, Glas ljudstva pa je pripadel spletnemu mestu www.boha.com. Ta nagrada nam je še posebno draga, zato ker prihaja strani naših uporabnikov. Predstavitev Akademije Inteligentna prodaja, katerega nosilca sta Gospodarska zbornica Slovenije in podjetje IPR, je potekala pod naslovom Ali se dobri prodajalci res že rodijo. Dogodek je pokazal, da prodaja ni umetnost, da je prodaja stroka, tako kot druge stroke in da se jo da naučiti. GZS, zbornica kmetijskih in živilskih podjetij, je organizirala prvo mednarodno žitno konferenco, na kateri so sodelovali priznani slovenski in mednarodni strokovnjaki. Že v zadnjih 3 letih je žito približno za 3-krat povečalo odkup pšenice od domačih pridelovalcev. Na mednarodnem posvetu GZS podjetniško-trgovske zbornice v izzivih družinskega podjetništva je bil med drugim predstavljen danski program Zgodnje opozarjanje, ki sistematično pomaga družinskim podjetjem v krizi. And it's a system where you call this project if you have a problem in your business, and then a big team joins the business already the day after, like accountants and lawyers and bank people and things like that. And then they try to make a diagnosis of what is the problem and what should we do from now. V Portorožu se je odvil že 24. posvet poslovanje z nepremičninami, ki ga tradicionalno pripravlja GZS, zbornica za poslovanje z nepremičninami. Ena od osrednjih tem največjega nepremičninskega dogodka pri nas je bila problematika obdavčenja nepremičnin. Se bojim, da se bodo spet zelo obremenile nepremičnine v gospodarstvo. Pri GZS podjetniško-trgovski zbornici je bila ustanovljena sekcija malih trgovcev za pospeševanje nabave, katere namen je, da poskušajo z združevanjem večjih naročil oziroma večjih potreb dosegati boljše tržne in komercialne pogoje. Tretjo konferenco o notranjem poročanju je organizirala GZS, zbornica računovodskih servisov. Da imamo perfektne nekatere referate, ki govorijo o spremembi notranjega poročanja v podjetju, če so imeli do zdaj takšno in drugačno, in drugo, da postavljajo notranje poročanje kot sistem zelo specialno tudi po panogah.
Predstavniki Združenja šol vožnje Slovenije pri GZS podjetniško-trgovski zbornici so na novinarski konferenci Kdo je odgovoren za kršitve pri izdaji vozniških dovoljenj predstavili aktivnosti, ki so bile v zadnjih letih izvedene v okviru združenja z namenom, da se pristojne opozori na nepravilnosti. Tu smo na drugem sestanku foruma za voznike takoj dali na prvo temo tega foruma, da se izvede pregled vseh nadzorov v šolah vožnje in vseh organizacij, ki izvajajo tudi dodatna usposabljanja. Na 29. slovenskem knjižnem sejmu, katerega so organizatorji GZS, Zbornica knjižnih založnikov in knjigotržcev, je Gospodarska zbornica Slovenije tokrat svoje poslovne priročnike predstavljala na posebni stojnici, ki je bila ves čas dogodka dobro obiskana. Na letošnjem sejmu je bila prvič podeljena tudi nagrada za najboljšo poslovno knjigo, ki jo je prejela založba Umko za prevod dela Poštena resnica o nepoštenosti. Se nam zdi izjemno pomembno, da obstajajo slovenski prevodi, da obstajajo slovenski avtorji, ki pokrivajo tematiko poslovne narave. Na delavnici Izvoz hrane in pijače v Hongkong in na Kitajsko so govorniki delili svoje izkušnje in predstavili primere dobrih praks pri izvozu prehrambnih izdelkov in pijač na Daljni vzhod. We think that Slovenian companies have a very good potential in view of the market in Hong Kong and in China. V sodelovanju z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo je GZS, Center za mednarodno poslovanje, pripravil seminar o nadzoru mednarodne trgovine. Gre za tako imenovano blago z dvojno rabo. Čeprav ta oprema morda nikoli ne bo uporabljena v vojaške namene, se zaradi karakteristik uvršča na določene sezname in zaradi teh uvrščanj podjetja morajo predhodno pri izvozu pridobiti dovoljenja pri pristojnih organih. Gost GZS, Centra za mednarodno poslovanje, je bil tudi romunski zunanji minister, ki je udeležencem poslovnega srečanja prikazal trenutno gospodarsko situacijo v Romuniji in možnosti za poslovno sodelovanje. To make more trade, to make more investments and to find sometimes innovative solutions in supporting the economic environment in the countries in the region. Estonski veleposlanik na Madžarskem je na tokratnem poslovnem zajtrku na GZS predstavil gospodarstvo in poslovne priložnosti za sodelovanje z Estonijo. Estonia and Slovenia are two small countries quite far apart from each other on the opposite ends of Europe. But as small countries we have to be both innovative